Ja, živijo. Kajetan, kako se počutiš v Velenju? Tako doma. To je Burek teater, je velenjska skupina? Ja, Burek teater je velenjski teater, ja. Že 9 let. In kako ste nastali? Nastali smo tako, da imamo radi Fejs Burek. Pa smo rekli, da bomo imeli Burek teater. Kje pa ste že takrat bila mladost, ste tam jedli burek? Burek mladosti že skozi. Jedli smo burek posod, ker smo imeli dober burek. Tako da zaradi ljubezni do bureka, pa do življenja, pa vsega tega smo pač rekli, da bo imel Burek teater. Danes smo gledali malce prerojenega oziroma predrugačenega Hamleta, danskega, je tako prav? Ja, to je predstava Haper Dans, Hamlet princ danski. V bistvu je to lutkovna predstava, ki je v bistvu to besedilo je originalni češki, napisal ga je moj profesor Ivan Viskočil, Alice, moja žena, je prevedla. Potem smo ga pač še priredili in zdaj ga pač igramo. Shakespearovega Hamleta si bral, kolikrat? Shakespearovega Hamleta sem bral enih, kaj pa vem, 7-krat. Moral sem ga brati že zaradi faksa, tako da, ja. Kolikrat si pa recimo, kak način si izvadil to stvar, dejansko da imaš prišepetovalko iz publike? Ne, mi pač delamo, mi smo pač, glede na to, da sem jaz specializiral improvizacijo, smo pač improvizacijsko gledališče oziroma delno tudi to, odvisno. Zdaj, v bistvu ta predstava je prva, kjer smo imeli veliko teksta, ponavadi nimamo toliko teksta. In mi tudi vedno sodelujemo s publiko, zato ker pač to je edini smisel gledališča, da pač povežeš se s publiko, tako da to nismo več vadili, to pač je čisto spontano, odvisno od tega, kakve volje je publika. Kje se najbolj vidijo tiste kombinacije starega Shakespeara in pa dodatne nove metode sodobne književnosti ali karkoli? Ja, starega Shakespeara je tu noter, to je v bistvu povzetek starega Shakespeara in pa na koncu pride pač dodatek, modernizacija. Drugače pa že sam mislim, da povzetek je pač napisan pa narejen, bom rekel, na zanimiv način. Kje ste dobili kuhinjske pripomočke? Neki smo jih, pa večino smo jih kupili. V bistvu ti kuhinjski pripomočki bi simbolizirali pač te osebe, ki so pač v Star kralj je pač kladivo, kar je trd, Hamlet skozi nekaj razmišlja, zato je pač tista mešalka. V bistvu imajo tukaj te kuhinjski pripomočki, bom rekel, močno simboliko. Torej ste skozi kuhinjske pripomočke prikazali simboliko likov v Hamletu? Ja, tako nekako. Njihove lastnosti? Ja, v bistvu interpretacija njihovih, pač je kar so, oziroma kak jih pač mi razumemo. S tem, da to je že sam avtor, ko je napisal igro, je predvidel te kuhinjske pripomočke. Ok, dobro, kako se vam zdi Kunigunda? Priznam, da je to prva predstava, na kateri sem bil, ker sem špilal. Drugače smo pa prej cel teden bili, sicer začela se še pred kratkim, ne? Tako da zdaj mogoče bomo kaj več pogledati, prej smo pa nekaj snemali na televiziji v Ljubljani, tako da ni bilo časa. Še lahko je za mlade, ste pogrešali kaj več mladih v publiki? Ne, jaz mislim, da je bilo kar dovolj ljudi, tako da kar se tega tiče, mi smo v bistvu in za mlade in za stare, kar se tega tiče, se ne opredeljujemo, prilagodimo se vedno. Mogoče bi bilo fajn, da še, kako rečejo tam glasbeniki, da še njih kaj vprašate, kako so delali muziko. Dobro, ok, hvala Kajetan, veliko sreče želim v nadaljevanju. Ja, hvala vam.